Prekriva beli sneg, smeh otrok, slast dobrot, prižiga pesmi glas. Prišel Božiček bo med nas. Spet okoli mene po Božiču se diši, zimski čas srce ne ohladi. Med lučmi mraz lovi, snežinke sredi noči. Kdaj, če ne zdaj, pridi k meni nazaj. Božič moj si ti, moj Božiček, lep kot v pravljici. Moj Božiček, objemi me, začaraj me v temi. Božič moj si ti, moj Božiček, lep kot v pravljici. Moj Božiček, vse je svetlo, še luna se smeji. Spet okoli mene po Božiču se diši, zimski čas srce ne ohladi. Božič dal bo roko letu, ki bo prišlo. Daj, če ne zdaj, pridi k meni nazaj. Božič moj si ti, moj Božiček, lep kot v pravljici. Moj Božiček, objemi me, začaraj me v temi. Božič moj si ti, moj Božiček, lep kot v pravljici. Moj Božiček, vse je svetlo, še luna se smeji. Se smeji. Božič moj si ti, lep kot v pravljici. Objemi me, začaraj me v temi. Božič moj si ti, moj Božiček, lep kot v pravljici. Moj Božiček, vse je svetlo, še luna se smeji. Vse je svetlo, še luna se smeji. Vse je svetlo, še luna se smeji. Dobro jutro in lep pozdrav, spoštovane gledalke, dragi gledalci. Ja, začeli smo z pravimi skladbicami, božičnimi, seveda pravi čas, kajti Božič je kmalu torej pred nami oziroma tik pred nami, kajti v sredo bo seveda božični večer, v četrtek bo seveda Božič in te skladbice, ki so ravno takole božično obarvane, ravno ob tem času torej pridejo prav. In Katrca je bila čisto za začetek za vse vas, drage gledalke in gledalci. Božič moj Božiček. No, jaz upam, da ste danes sicer takole malce umirjeno razpoloženi, začeli smo nežno. Naj povem, da bomo tudi našo oddajo namenili resnično Božiču, prihajajočem se prazniku, ki za marsikoga pomeni seveda veliko topline doma,
doma na domačih mizah prijetno zadiši domača potica, kakšno pecivo in še marsikaj. To je čas, ko se takole objamemo, ko praznuje vsa družina, ko si upam, da najdemo čas, da drugemu rečemo, da se imamo radi, da je lepo, da smo skupaj, da smo zdravi, veseli, nasmejani in seveda polni pozitivne energije. Kljub temu, da se počasi že izteka leto 2014, jaz upam, da vam energije ne bo za tisti ta veliki vrhunec zmanjkovalo in da ga ne boste imeli. Energija je vselej prisotna in tudi danes v naši družbi seveda bo polno energije, take prave, pozitivne, kajti v goste sem povabila res prave goste. Danes bo res malce umirjena oddaja, imenitna dva gosta, z nami seveda gospa Majda in gospod Marjan Petan. Z velikim veseljem bom klepetala z njima in pa tudi gospa, ki se veliko ukvarja z glasbo, ljubiteljsko tudi seveda in kaj ne rečem, vsem nam je glasba, bom rekla tukaj le notri, v srcu. Prijetno se seveda, dragi moji, namestite, vzemite karkoli že imate pri roki, lahko tudi daste rokco seveda vaši boljši drugi polovici in seveda spremljate našo oddajo vse tja do 12. Ne pozabite pa seveda na nagradno vprašanje in pa na nagradno igro za harmoniko Alpen, ki jo bomo podelili v mesecu juniju. Le pridno vrtite torej telefončke 090 93 61 22. No, tale ljubica, kot jo seveda sem poimenovala jaz, lepa, modra, ne? Takšno, kot jo imajo seveda večina, bom rekla, harmonikašev, modra, modrost, modrina, ne vem, to so se izbrali, baje je modra hit letošnjega leta, kar se harmonik tiče. No, takale, ravno tale pa bo romala k vam seveda v mesecu juniju prihodnje leto, če boste pridno in pravilno seveda odgovarjali na nagradno vprašanje, ki vam jih zastavljam vsako nedeljo. Tudi današnje nagradno vprašanje bo povezano z glasbenim centrom Čurin, z harmoniko Alpen. No, zanima pa me, ali v poslovnih centrih Čurin prodajajo oziroma lahko kupite tudi klaviature. Mislim, da ne bo pretežko vprašanje. Veliko smo v naših oddajah že govorili, no, poslovne centre, prostore pa imajo Čurinovi v Mariboru, na Ptuju in pa seveda tudi v Slovenj Gradcu. Pridite, obiščite jih, izberite si kakšen lep inštrument, nikoli ni prepozno, ne, za igranje na katerega koli, tako da oglasite se pri njih. 090 93 61 22, naša nagradna igra, no na koncu pa bomo zopet podelili en lep paket, darilni paket podjetja Plastika Skaza, 9-delni, ne, plastični izdelki, lepi za prihajajoče se, morda se bo kar hitro, ne, pomlad tukajle, pomladne dni. Tako, 090 93 61 22, telefonska številka za vse tiste, ki takole pridno kličete in se potegujete za lepo nagrado harmoniko Alpen. Dovolj bo govoričena, ne? Komaj čakam, da bo spregovorila zopet glasba, no na vrsti pa je glasbeni spot. Trio Črna mačka, Dobri možje. Ja, kaj ne rečem, ne? Tile dobri možje so nam je zdaj malce zagodli, ampak ne bomo rekli, ne bomo vrgli puške v koruzo, kaj ti tale naš glasbeni spot, ne, se pripravlja. Dobri možje, eden nas bo še obiskal, no dva sta nas že. Za začetek seveda prvi dobri mož, to je bil seveda Miklavž, pa včeraj je mnogo otrok bilo obdarjenih tudi v Velenju, tam sem bila tudi jaz, obiskala osnovno šolo Šalek, kjer je seveda Božiček bil tisti, ki je obdaroval otroke. No, ne morem verjeti, da imamo že kar prvi telefonski klic, nekdo je z nami, preden bomo seveda zavrteli tale obljubljeni spot Trio Črna mačka. Dober dan, kdo je z nami? Lepo jutro želim, poslušalka Stanka iz Celja. Stanka iz Celja. Bom seveda poprosila gospo Elizabeto, da vzame iz škatlice listi čebele, pa napiše na listek, torej gospa Stanka. Tako. Stanka, povejte, kako ste danes? Kar v redu. Ste kaj morda prehlajeni, vas je kaj tale mraz že zajel? Hvala Bogu še ne. Potrkajmo, lejte, Potrkamo, ja. Bom jaz kar na tole našo lipca, evo, potrkala, vse ok. In tako naj tudi ostane. Povejte, danes je en tak lep, čudovit dan. Nikakor mi ne diši po neki zimi. Bolj spomlad.
je bolj Je pomladno. kar lepo, da je tako. Sicer Sicer je lepo, da je malo snega, Ja. ampak meni kar pa še tole. Kaj pa pravite, božič bel, božič zelen? Ha? Ja, lep je bil. Je lepši, ne? Najboljši je božič bil. Če je bel, ja, ampak kaj moramo, narava je pač taka, ne? Enkrat imamo belega, drugič pa ne. Drugičnjo, Tako. moramo še sprijazniti. Tako, Stanka, povejte, kam greva, v A ali v B škatlico? Ja, jaz mislim, da va. Tako, ne? Da tudi pri Čurinovih lahko kupimo klaviature. Odlično. Tako. Stanka, še telefonska številka. 031 031, ja, bomo zapisali. 522 522. 998. Super, Stanka smo zapisali in gremo torej v škatlico A. Vam želim vsem Srečno skupaj. in Pa lep pozdrav zakoncema Petan. O, lepo, lepo. Tako, Torej, ja. z nami torej Majda in pa Marjan Petan. Hvala lepa, da ste jih poklicala. Odlično, srečno, nasvidenje. Nasvidenje. Ja, odličen izbor, gospa Stanka je torej že klicala za harmoniko, zdaj pa res glasbeni spot. Takole, pripravljeno imamo Tri očerna mačka in Dobri možje. Spet prišel je čas, ko zvezde zažarijo, snežinke bele v jasni noči se lovijo. V očeh otrok se znova zaiskri veselje, skrite želje, sreča, tiho hrepenenje. Na jelki v kotu drobne lučke se bleščijo, po dolgem letu spet pri nas se oglasijo. Troje mož darili dobrimi željami, Miklavž, Božiček, dedek Mraz so spet med nami. Miklavž, Božiček, dedek Mraz, prišli so končno spet med nas. Za vsakega darila imajo, še odraslim nekaj dajo. Miklavž, Božiček, dedek Mraz, prišli so končno spet med nas. Zdaj skupaj vsi veseli smo, ko novo leto čakamo. Šutuariva, 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 šutuariva. Ob kaminu toplem otroci šepetijo, pravljice poslušajo in se smejijo. Saj stari sivi ata je že spet pozabil, da isto pravljico jim je že včeraj pravil. V ustih malih sladki keksi se topijo, otroci sanje svoje ta večer živijo. Vesele praznike in srečno novo leto, da zdravi srečamo se spet čez eno leto. Miklavž, Božiček, dedek Mraz, prišli so končno spet med nas. Za vsakega darila imajo, še odraslim nekaj dajo. Miklavž, Božiček, dedek Mraz, prišli so končno spet med nas. Zdaj skupaj vsi veseli smo, ko novo leto čakamo. Miklavž, Božiček, dedek Mraz, prišli so končno spet med nas. Za vsakega darila imajo, še odraslim nekaj dajo. Miklavž, Božiček, dedek Mraz, prišli so končno spet med nas. Zdaj skupaj vsi veseli smo, ko novo leto čakamo. Zdaj skupaj vsi veseli smo, ko novo leto čakamo.
Takole, draga družba, mi prijetno kramljamo, ker sem res v prijetni družbi, ne? Zdajle pa vam bom tole družbo poslala tudi k vam domov. Z velikim veseljem pozdravljam gospod Majdo in pa Marjana Petana. Dobro jutro, lep pozdrav in pa seveda Elizabeta, tudi vam en prisrčen pozdrav. Draga družba, danes je eno tako lepo vreme, nedelja. Gospod Marjan, če ne bi bili danes tukaj, kako bi se dan začel? Verjetno, danes smo imeli srečo, da se je vrnil oziroma prišel na obisk najin sin iz Danske. A res? Ja, s svojo deklico, Mandiro. In verjetno bi, če ne bi vzel študij, bi šli mogoče na Šmartinsko jezero, malo hoditi, nekam v naravo, kajti danes je tak čudovit dan. Ga je treba nedelja je. Izkoristiti, ne? Sem pa res vesela, kajti danes boste gospa Majda in pa seveda Marjan povabile vse naše gledalke in gledalce na eno tako božično, bom rekla, poslastico, kar se z vajine strani tiče. Prepevanja v mesecu decembru je ogromno. Božično-novoletni koncert tudi trka na vrata. Ja, vidva imamo kar precej koncertov, imamo eno božično turnejo po celi Sloveniji in jo bomo pred novim letom končala v Celju pri Svetem Danijelu v cerkvi v centru mesta 29. decembra ob 19. uri ob 7. zvečer. Torej 19. ura. Zakaj Celje kot ena zadnja postaja? Je to naključje ali ne? Ni. Jaz mislim, da je to na splet okoliščin. Mi smo hoteli malo prej, sam smo imeli že vse termine zasedene in smo se potem dogovorili za 29. Kajti želimo, da je v Celju med Božičem in med Novim letom ta koncert, na katerega vabimo vse najine prijatelje, vse tiste, ki imajo radi lepo božično glasbo. Božič, gospa Majda, kaj vam prinaša? Kaj je Božič, božični čas? Kakšni občutki vas prevevajo takrat? Toplina, mir, družina, same take lepe stvari. Lepe stvari. Ja. Izdali ste tudi prav božični, ne? CD? Ja, to je še kar svež, vroč CD, zgoščenka samih božičnih pesmi, ki smo zelo vesela, da smo jo lahko skupaj posneli, ker prej imam pač CD-je, ko sem jaz sama, predvsem, zdaj pa midva skupaj in tudi vse pesmi tudi izvajamo na najinih koncertih. Zdaj me zanima, Majda, je to prvi CD, na katerem imate res vidva posnete same dujete? A so to sami dujeti? Ja, lahko bi rekla, mogoče je kakšna ena ali pa dve, da bi bila jaz sama, ampak tudi Marjan je pretežno sam na kakšni skladbi, ampak vse posod se upletamo v zadaj z glasovi. Tukaj sta združena, ne? Lepo. Moram povedati, da ko gledam vajine spote, res se mi zdi tako ena taka ljubezen, ki je ne, bom rekla, prerasla in tako prijateljstvo, ampak ljubezen Majda nikoli ne sme umreti, ne? Med dvema. Ne, pri naju dveh so še vedno iskrice, še vedno metučki. Marjan je sploh tak človek, ko zna šarmirati. Ja, Marjan! In tudi mene še vedno. In sem zelo vesela, da je tako. Povejte, vas preseneti, ne vem, s kakšno rožico, kdaj je pozoren? Tudi, ja, seveda. No, moramo malo zvedati o gospodu Marjanu. Seveda, pa večkrat gremo na tisti kraj pogledati. Na tisti kraj, odlično. Veliko krat sva šla že tja, ja. Ne, živejo ljudje verjetno po tisti pesmi, pelji me na tisti kraj. Ampak kje pa je bil tisti kraj? Je bil to tam, ker sta posnela videospot? Ja, tam je bil najin randi. Prvo srečanje, randi. Randi. A je bil tudi morda prvi poljub? Tudi, seveda. Odlično. Torej, nova zgoščenka, sveža, na kateri je 14, ne? 14 skladb, to so božične skladbe z vsega sveta. Kakšna med njimi je tudi naša, avtorska. Drugače pa vse te znane božične pesmi, ki jih ljudje že poznajo. Ja, vi ste, Majda, ogromno prepotovali, bili v tujini, tudi od tam črpali, ne, te pesmi. Je katera taka na CD-ju, ki je, ne vem, značilna za prav posebno mesto, za kraj, ne vem, katera izmed
teh tukaj gor. So to skladbe, ki so potem, ne vem, bolj tuje, kot so Amerika, Anglija, ali so tudi nekje tukaj, ne vem, iz Nemčije? Različne so, tako da veliko je teh ameriških, nekaj jih je pel tudi že New Swing kvartet. Tako da, super. Ampak mislim, da so vse tako lepe, Pa da prave. so vedno Posebna. Kaj boste rekli, Marjan? Kar mikrofonček, Pa naslovna skladba Mami za Božič. Ja. Majda. Ja. Ja, to bi pa rada povedala. Moja mama je letos odšla med zvezde A res? in mi je tako draga oseba bila, vedno me je podpirala v vsem tem delovanju in bila srečna in ponosna, ko mi je uspevalo. In sem zaradi tega njej posvetila ta Ker so solzne oči, ker mama pa je le mama, ne? Ja. Mama je... Ona je bila posebna oseba, Ja. vsaj za mene, pa za Morda- za našo družino. No, ja. še kakšno besedo, pa dajmo se spomniti morda z besedo, kako bi predstavil svojo mamico? Moja mama je bila do konca poštena, tako bi rekla, zelo poštena ženska, spoštljiva do vseh. Neizmerno je imela rada družino in je zelo hudo je bilo, če kdaj bi bilo kaj narobe, oziroma da se ne bi razumeli. In je znala to pokazati tako, že brez besed. Brez besed, Ja. za tisto toplino, Ja. mimiko z obrazom. lahko jaz povem? Seveda, kot ta. Ja, jaz mislim, da je bila tvoja mama Marica neomajno vztrajna v vsaki zadevi, ki se je lotila. Zidala je hišo, A res? zgodaj je umrl mož, In je mogla sama skrbeti. je sama skrbela za 4 otroke. Ja, to je res. Skratka, jaz mislim, da je bila ena izmed takih ponosnih žena, kot jih imamo v Sloveniji kar precej. Ja, sem omenila tasta, ampak sem hotela reči tašča, ne? Torej, to je bila res vaša taka prava, srčna tašča. Tako. Jaz sem se pravzaprav glede Majde tak z njo že prvo vse zmenil. Ne. A res? Tako da je vse to bilo najprej zmenjeno, potem pa gremo naprej do Majde. Ja, odlično. No, besedo pa bomo dali seveda tudi še gospe Elizabeti. Elizabeta, pozdrav. Kdaj sva bile nazadnje skupaj? Ja, Tukajle. mislim, da je spomladi. Da je bilo? Da je bil pomlad, ne? Da je bila pomlad. Tudi vi, Božič, božične zadeve, kako dojemate tale Božič, pa letošnji? Meni sploh sicer ni takega občutka, ne, za tale Božič. Res je, malo sončka, ampak tudi paše, no. Saj bomo si pa malo snega na to naredili umetnega, tako, če ne bo drugačno. Če ne bo drugače, Podjelkica, ne. Zdaj je seveda pravi čas, da prisluhnemo prvi pesmici, ne? Majda in pa Marjan. Prva pesem bo Ko dete se rodi, ne? Če se ne motim. Ena taka lepa, zdajle z velikim veseljem ji prisluhnite z nami, torej v gosteh Marjan in pa Majda Petan, skladba, torej Ko dete se rodi. Na nebu glej, zvezda že žari in v novi čas vabi vse ljudi. Žarek upanja v srcu prebudi, ko se na svet detece rodi. Naj zdaj ljudje v slogi zažive in zid gorja naj poruši se. Le ljubezen naj vlada med ljudmi, ko se na svet detece rodi. Naj zdaj nasmeh
suši in bratu brat grede odpusti. Le ljubezen naj druži vse ljudi, ko se na svet detece rodi. In to, kar so danes le tihe sanje, se bo zgodilo, ko vstane dan. Želje vseh ljudi bodo uresničene, ko se na svet detece rodi. To, kar zdaj tihe sanje so, ko stane dan, se zgodilo bo. Uresničene želje vseh ljudi, ko se na svet detece rodi. Tihe sanje so, ko vstane dan, se zgodilo bo. Uresničene želje vseh ljudi, ko se na svet detece rodi. Uresničene želje vseh ljudi, ko se na svet detece rodi. Odlično, res prava popestritev za tole dobro jutro, Majda, kaj naj rečem. Res odlični zbor, lepe pesmi, ampak naslednja bo pa tista, ne, ki nosi naslov. Ja, naslednja bo Mami za Božič. Kdo je napisal besedilo? To bo pa Marjan Nedel. Dare Herring, naš član Jeseni kvarteta. Je, torej, naredil Ja, on tekst. je naredil že za Jeseni kvarteta, smo pripevali. Povejte, Marjan, ste vi, da je tekste delali pa pisali? Ja, kar precej. Koliko je teh? Njih 300. Sem mislila, jih pa ne, ampak 300, kje ste dobili inspiracijo, življenje, ljubezen, žena? To je samo življenje. Življenje, ja. O čem pa največ govorijo vaša besedila? O kakih vrednotah, se pravi poštenost, iskrenost, Ravno sem vas ljubezen. hotela vprašati, katere so tiste vrednote za vas najbolj pomembne v življenju. In to je to. To je to, ja. Iskreno, ne? Ja, pošteno, In iskreno. Če si med iskrenimi ljudmi, ti je lažje. Ja, in Svet tudi gre- če ga kaj polomiš, se ti oprostijo. Se ti oprosti. Si imel dober namen. Marjan, to je pa res. Če človek dela, pa dela kikse, pa če živiš med iskrenimi ljudmi, to vidijo. Ne? Kakšni smo Slovenci? Slovenci, ja. Slovenci smo zelo ponosen narod, Ja. imamo bogato zgodovino. Ko smo mi bili na turneji v Ameriki, ne, pa so nas vprašali, odkot smo, pa smo rekli, da smo iz Slovenije. Ja. Ne. Ja. So sicer bolj poznali takrat Jugoslavijo, ker mi smo bili to leta 93, ne. Ampak ko smo rekli, Slovenija. takrat, Slovenija ima zgodovino, veste, mi smo takrat, ko so vas, Evropejci, odkrivali Ameriko, ne, smo že mi imeli Primoža Trubarja tiskano knjigo. Ja, in kaj so rekli? Ja, nisem mogel verjeti. Niso mogli verjeti, ne? Marjan, bomo prisluhnili torej naslednji skladbici, ampak še prej telefonski klice. Dober dan, kdo je z nami? Dober dan, Zinka iz Velenja. Zinka, lep pozdrav. Bravo, gospa Polonca. Kako ste, Zinka? Ja, kar dobro okrevam, sem že doma. Odlično, ne? Tako, sam da gre na bolje. Sam da gre na bolje. Povejte, danes imam odlično, oziroma poglejte, ne, imam odlično družbo, Marjan in pa Majda Petan. Ja, to jaz skozi sledim iz kavča. Iz kavča, ja, odlično. Poznate kakšno njuno pesem?
Ali pa... Ja, daj ste me pa dobila. Vem, da jih sem zelo rada zdaj pogledala, ker je en čas nisem spremljala na televiziji in zdaj čujem, da živita. Ja. Da živita v tujini in tak naprej. Aha. To pa vem, da čase nazaj sem jih pa zelo rada poslušala. To bi pa ne bi zdaj me ulovila za ena pesem. Pejli me na tisti kraj, to pa je ena taka verjetna, ko jo poznate, ne, ko smo jo prej že omenili. Ja, to pa, poznam jih pa. Moram povedati, da ne živite v tujini, ne? Sin živi v tujini. Celju, no, vas jih či. Tako. Či živi? V Luksemburgu. Luksemburgu, mislim, luksus, imata vidva. Tako. Zinka, telefonska številka pa, v katero škatlico gremo? Škatlico gremo v A. A? Številka? A. Telefonska številka bomo pa dale 041. Ja. 437. Pa 3x2. 3x2, Zinka, smo zapisali in hvala lepa za vaš klic. A če lahko jaz en izrek vam dam za praznike? Absolutno. A lahko? Sreče, zdravje, ljubezen so 3 stvari, ki naj v novem letu spremlja vse ljudi. Bravo, lepo. Iskrene besede in to. In tudi vam v studiu. Hvala. Lepi skok v novo leto. Hvala enako. Hvala lepa za klic in za lepe želje, Zinka. Enako, nasvidenje. Nasvidenje, vam pa seveda čim prejše okrevanje, ne, da bo zdrava vstopila v leto 2015. Nič 90 93 61 22, telefonska številka, kličite nas do 12. ure, torej zbiramo pravilne odgovore in na hitro poveste ime, odkot kličete in številko in vas damo torej v škatlico. No, ob koncu današnje oddaje pa vam podjetje Plastika Skaza podarja lep set, kuhinjski set, seveda plastičnih lončkov, posodice. Skratka, gre za zdravo plastiko, ki jo uporabljajte, predvsem seveda sedaj, ko bo počasi prišla pomlad in pa seveda poletni meseci, ko je fajn, gospod Marjan, da se kaj ne razbije zunaj na pikniku. Tako. Mami za Božič je pa torej druga pesem. Prisluhnimo seveda sedaj tele skladbici, potem pa vaju zopet vabim na kratek čvek. Marjan in Majda. Nocoj doma s tabo sem, mama, če ravno tam daleč ti sama, spet božični večer, v srcu vžiga nemir, naj kakor ptica domov zdaj poletim, na srečki se lučke bleščijo in misli spet k tebi hitijo. Srečo s tabo delim in srca ti želim, res srečen in lep, snežno bel Božič, nocoj doma s tabo sem, mama, če ravno vem, tam daleč si sama, spet božični večer, v srcu vžiga nemir, naj kakor ptica domov zdaj poletim, na srečki se lučke bleščijo in misli spet k tebi hitijo. Srečo
ti želim, res srečen in lep, snežno bil Božič. Srečo s tabo delim, iz srca ti želim, res srečen in lep, snežno bil Božič. Bova zaploskali, a ne, Elizabeta, odlično je bilo tole, draga družba, vabim vaju seveda v naš šov, v našo čvekalnico, danes bomo še marsikaj izvedeli, dragi moji, 090 93 61 22, telefonska številka, nekoga imamo na zvezi. Dobro jutro, dober dan, kdo je z nami? Halo, halo? Vaše, ja, vaše ime? Ja, Jože iz Velenja. Jože Velenje pišemo, Jože, hitro telefonsko številko. 041 Ja, 792 792 140 140 in greva v A. A. Povejte mi, Jože, vi radi prepevate, poznate kakšno božično pesem? Ha? Ja, božično pesem, ja. Glejte. Katera bi bila? A jo bova zapela? Znama tisto Jingle bells, spet so prazniki. A gre naprej? Ne gre? Ne bi pela, ne. Takole, bova pa drugič, ne? Bi pa lepo pozdravil družino Petanja, Ja? in nepozabno Majdo Petan z pesmijo Zate. Zate, joj, bomo potem, gospod, je prava pesem? Ti si edini za me je pravi naslov. Odlično. Povejte mi, gospod Jože, a to vam vaša žena večkrat zapoje to pesem, ali kako, zato vam je všeč? Tudi zabrundamo, ja. Tako, odlično. Jože, hvala lepa za klic, pa jaz vam želim en lep, miren Božič. Ja, tudi jaz vam želim vsem skupaj v studiu. Tako, srečno. Nasvidenje. Srečno in nasvidenje. 090 93 61 22. Pričakujemo torej še kar nekaj pravilnih odgovorov za harmoniko Alpen. Nagradno vprašanje se torej glasi, ali v poslovnem centrih, ne, Čurin, lahko kupite tudi klaviature, saj veste, to so tiste, ne, kot klavir, piano, pianino, kakorkoli že, če jih synthesizer, ja, ne, če lahko torej pri njih torej dobite, kupite 090 93 61 22 in veseli bomo seveda vsakega vašega klica, vsake vaše lepe želje za leto 2015. Mi vam seveda želimo vse dobro, da se bomo tako dobro zabavali tudi v letu 2015, kot smo se tudi v tem letu. Naj povem, da bo naša prihodnja oddaja taka res prava bomba poslastica, seveda za vse ljubitelje narodno-zabavne glasbe, kajti v goste prihaja ogromno ansamblov. Naj povem, da bodo z nami 4 kovači, z nami bo skupina Katrca, Potepuhi, ansambel Napev, ansambel Mira Klinca, in še marsikdo. Gospod Brglez Roman pa bo seveda poskrbel za pravo poslastico tukaj v studiu. Mi se bomo mastili do gor in do dol. Upam, da tudi vam naredili kakšne lušte, no z cateringom so Brglezovi tako in tako znani. Tako da, če potrebujete zdaj v prihajajočih se praznikih dobro catering postrežbo, saj veste, pokličite gospoda Romana Brgleza in pripravili vam bodo piko na i, ne, za konec leta. 090 93 61 22, torej telefonska številka, ki je prosta, ne? Lahko nas pokličete in seveda odgovarjate na nagradno vprašanje. Preden si bomo privoščili oglase, jaz bi pa dala, ne, eno možnost gospe Elizabeti, da zaigra seveda prvo pesem. Elizabeta, resnično greva zdaj do tegale najnega prostorčka, ampak boste brez kitare danes?
brez kitare. Elizabeta, vam so se zdaj uresničile želje. Res je. Glasbo imate že kaj, v zibelko položeno? Tako, res je. Ja. Zakaj zdaj? Kje ste bili prej? Ni bilo časa? Kaj je bila družina na prvem mestu? Tako, družina je bila na prvem mestu in se mora svedati na strani. Ja. Enkrat pride pa priložnost. Ja, moram povedati tudi to, da Elizabeta, vedno, ko pridete, se me presenetite Hvala z lepa. izgledom. Hvala. Enkratno izgledate, tudi sami si veliko naredite. Res, večinoma. Ja, moram se zahvaliti vam za eno lepo oblekco, ki ste mi Hvala. jo poslali. Ni to Jaz sem bila prav presenečena. Hvala, Polonca. Dobim domov pošiljko, piše za Polonco, paket, sem rekla, kaj je tukaj notri, wow, in dobim eno tako lepo, čudovito belo oblekco. Hvala lepa, z velikim veseljem jo bom nosila. Prva pesem Elizabeta pa je? Poslušaj svoje srce. Poslušajmo To se mi srce. zdi, da moramo v življenju bez tega ne gre. Če srce ne poslušamo, Ni to nič, ne? ni Velja. to nič. Tako. Srce je tisto, ko ima vse v rokah. Vse niti v rokah. Elizabeta, poglejte, gledalci so vaši, oboževalci seveda, Hvala. naj poslušajo vaše srce. Tako, hvala. Rosno jutro se kmalu posuši, če ljubiš iskreno, prepozno nikdar ni. Ko včasih se dvom porodi, potolažiti znaš, edino me ti. Potolažiti znaš, edino me ti. Duši iskra sreče zažari, ali jeseni roža tudi cveti. Ko včasih se dvom porodi, potolažiti znaš, edino me ti. Potolažiti znaš, edino me ti. Poslušaj svoje srce, nikdar ne reci ne. Ko čas zabriše vse stare sledi, bodi ob meni, takšen kot si. Poslušaj svoje srce, izpolni mu želje. Ko sneg prekril bo vse najine poti, bodi ob meni, varuj me ti. Rosno jutro se kmalu posuši, ali jeseni roža tudi cveti. Ko včasih se dvom porodi, potolažiti znaš, edino me ti. Potolažiti znaš, edino me ti. Poslušaj svoje srce, nikdar ne reci ne. Ko čas zabriše vse stare sledi, bodi ob meni, takšen kot si. Poslušaj svoje srce, izpolni mu želje. Ko sneg prekril bo vse najine poti, bodi ob meni, varuj me ti. Poslušaj svoje srce, nikdar ne reci ne. Ko čas zabriše vse stare sledi, bodi ob meni, takšen kot si.
se stare sledi, bodi ob meni, objemi me ti. Takole, ravno si je tekla beseda o Brglezovih, pa zdaj vas res vabimo, ne? Tukaj lahko vidite odlične pekovske dobrote, peciva, ki jih pripravlja seveda Dragica, hči gospoda Romana Brgleza, razne čokolade, novitete, ki jih lahko poskusite pri njih. Pokličite jih seveda za vse priložnosti, za abrahame, rojstne dneve, kakršnekoli priložnosti, obletnice in pa seveda odličen kruh. Ne pozabite, ne, pa v njihovih poslovalnicah začeti z odlično jutranjo kavico. Dobrodošli. Vrtnarstvo Botanika prešinja vas pri Petrovčah. Vrtnarstvo Botanika prešinja vas pri Petrovčah. Avtocenter Mulej Šentjur, montaža pnevmatik, vulkanizerske storitve za traktorje, motorje, osebna in tovorna vozila, hitri servis vozil, 3D optika, ravnanje aluplatiš, globinsko čiščenje vozil, avtopralnica in hramba pnevmatik. Avtocenter Mulej Šentjur. Podjetje Birobit je ob 25. obletnici poslovanja pripravilo zanimivo ponudbo iz njihovega programa biro in računalniške opreme proizvajalcev Canon, HP, Kyocera in drugih. Pod zelo ugodnimi pogoji vam ponujajo opremo v najem ali za nakup, v razstavnem prostoru pa vam lahko pripravijo predstavitve, v servisno-tehničnih prostorih pa ponujajo tehnično podporo. V njihovi trgovini lahko izbirate med pestro ponudbo potrošnih materialov vseh blagovnih znamk, kot tudi pisarniškega materiala. Pred prihajajočimi prazniki so vam pripravili tudi ponudbo darilnega programa, da z majhno pozornostjo razveselite poslovnega partnerja ali svoje najbližje. Prihranite čas in denar. Prepričajte se o ponudbi podjetja Birobit na Teharski cesti 24 v Celju, ki je 25 let z vami in z veseljem vam bodo svetovali. Tripex, tehnične prodajalne Drolc. Bela tehnika, akustika, pohištvo. Na vse 15% na izbrane izdelke do 40% popusta. Jasno, Tripex, tehnične prodajalne Drolc. Neomejeno uresničenih želja s paketom 2015. V Sloveniji vam prinaša neomejene klice in sporočila ter 2015 MB prenosa podatkov po izjemni ceni za vse uporabnike. Za uporabo storitev Mobitel preverite tudi izjemno ponudbo naprednih mobitelov. S paketom pa lahko brezskrbno komunicirate tudi v tujini in plačate po porabi oziroma največ 2,90 € na dan. Želje, ki jih je vredno uresničiti. Telekom Slovenije. Pri zaupanju, ja, takole, mi čekamo na veliko tukaj v studiu. Kaj smo se, gospa Elizabeta, zdaj pogovarjali? O zaupanju, o ljubezni? O zaupanju, o ljubezni, to mora biti, bez tega ne gre. In kaj še tisto, da je dobro in fajn, da vedno se drug drugega podpiramo, na kateri poti že smo, ne? Kamarkoli stopimo, podpora mora biti, ker brez podpore pa. Vi imate odličnega moža, jaz ga moram zelo pozdraviti. Vedno, ko pridete, lepo se vam prinese obleko, vam stoji ob strani. Ja, pride zelo. Lejte, zdaj Hvala imate, ti, Franjo. tako, sem hotela reči, imate zdaj priložnost, da rečete kakšno besedo. Če le, tako kot niste, ne, mislim, kot sta gospa Majda in pa Marjan na odru, skupaj se dopolnjujeta. Res je, lepo je to, zelo lepo. Kaj bi bilo, če bi bil mož ljubosumen?
Ja, zagotovo ne bi danes bila tukaj. Prav gotovo ne. Zagotovo ne. Ja. Rekli smo, Marjan, drži, ne? Zaupanje je tisto, kar je največ vredno. Zaupanje, ja. Bomo dali mikrofonček, ja. Najpomembnejša stvar je zaupanje. Zaupanje, ne? Pa ne samo zaupanje, tudi upanje, da bo nekako. Ne? Vi ste prej lepo rekli, ne vem, skozi nekoga drugega, kaj devaš vam, ena beseda ste tako lepo prej, ki smo vmes govorili, a se bova spomnila, ena taka res lepa misel. Misel je bilo to v zvezi s partnerstvom. Ja, da izžarevaš sebe, da ne smeš biti Da je fajn, če ti partner pove, kaj bi rad, potem pa je tvoja, kako bi rekel, neko naloga, ampak verjetno je lepo, če pomagaš svojemu partnerju to realizirati. Tako. Istočasno pa ti poveš, kaj bi ti rad, pa on te pomaga in Je res, da imamo vsak svoje želje, pa vsak svoje ihtenja, pa to je to in fajn, da zdaj je pravi čas, da o tem govorimo. Božič bo. Božič in jaz mislim, da takrat mi vedno obljubljamo, ne, Marjan, ja, pa se bomo tako, pa bo sej, ampak Božič pa pol nekako nam da misliti te besede, ne, da bodimo skupaj, imejmo se radi in ko smo rekli, poslušamo, ne, srca drugih, ne. Marjan, gospod Brglez, ko sem ravno prej govorila, ga zdaj z velikim veseljem pozdravljava. Gospod Brglez je pa človek, ki pomaga vsakmu, ki je pomoči potreben in ki je pomoči vreden. Mislim, da je on tisti, ki tudi nama dvema veliko pomagal že do zdaj. In pred nami je tudi en koncert, ki ga bomo imela z Majdo na Vranskem. Za vse tiste, ki ne bojo prišli v Celje, pa lahko pridejo kasneje. To je v nedeljo 4. januarja, imamo koncert v cerkvi na Vranskem in se bi rad ob tej priložnosti zahvalil gospodu Brglezu in celotni njegovi ekipi za pomoč pri organizaciji tega koncerta. Seveda bi se pa rad zahvalil tudi gospodu župniku, gospodu Torini. Tako, res Brglezovi, odlični ste, prihodnjo nedeljo se seveda vidimo, ko smo pa ravno pri peki, gospa Elizabeta, mene zanima, vi ste taka prava domačica, ne? Rada pečete, kuhate? Ja, zelo. Kuham res rada. Res rada razcrtam svojo družino. To na vsak način nedela mora biti posebna. Kaj se potrudim? Je kaj posebnega? Taki krožniki recimo, posebni. Ja, rada se potrudim, če se lahko. Date na pogrinke, date tudi na tisto? Ja, to se pa vedno potrudim, da je miza taka, kako mora biti. Kot mora biti. To pa mora, to se pa res potrudim. Takole, nekoga imamo na zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Lep dober dan, želim Berta iz Velenja. Berta, lep pozdrav. A lahko daste televizijo čisto na tiho? Lahko. Prosim, se bomo bolje slišali. Berta, povejte. Jaz bi rekla, da bi šla v A. Odlično. Ja. Telefonska številka pa 041. Ja. 784. Ja. 882. Tako, smo zapisali. Povejte, imate kakšno lepo besedo za našo prijetno družbo tukaj le? Želim vam lep dan se danes, pa predvsem lepe božične praznike. Hvala. Srečno novo leto. Lepe želje pošiljamo. Predvsem pa zdravja. Predvsem pa zdravja. Hvala lepa, srečno in nasvidenje. 090 93 61 22 do 12. ure torej bomo izbirali pravilne odgovore. Evo, Elizabeta, lahko kar pišete naslednjega. Kdo je z nami? Dobar dan, Jože iz Štor. Jože Štore, Jože, hitro številko. 5771, 385. 5771. Ja. 385. Ok, pa Štore še zapišemo in A. Takole, hvala lepa, Jože. Imate tudi... Enako. Jože, ne še idec. Povejte, imate še vi kakšne lepe želje? Ja, želim vsem skupaj srečno, zdravo, zadovoljno novo leto. Ja, tudi mi vam, ne? Ok, srečno, pa še naprej pogledajte oziroma spremljate naše oddaje. A ste slišali, kaj sem rekla? Ne idet, ne? Ne idet. Časih pride, se kar slišala gospoda Marjana, se je spet zmotila. Tako, ja. Nekoga imamo zopet na zvezi. Dobro jutro, dober dan. Dober dan, gospod Polonca, Anica z Notranjske. Anica Notranjska, pišemo Anica Notranjska. Anica. 01. 70. Ja. 56. Ja.
271. 200 ali 900? 271. Anica, tudi z vaše strani kakšna lepa želja? Vse lepo, leta praznike, božične praznike, do novem letu pa zdravja, sreče in zadovoljstva. Tako, tudi mi vam pošiljamo lep koš, lepih želja nazaj. Hvala. Srečno in lepo pozdravljeno. Srečno, nasvidenje, pa gremo naprej. Imamo koga na telefonski zvezi, 090 90 61 22. Torej, kličete nas vse tja do 12. ure, pravilne odgovore oziroma enega bomo nagradili z lepim darilnim setom. Podjetje Plastika Skaza vam bo podarila in vsi pravilni odgovori romajo v našo škatlico za veliko nagrado v mesecu juniju za harmoniko Alpen. Kitara, kdaj ste se zaljubili, Elizabeta, v kitaro? Kitara? Ja, 14 let sem bila stara. Ste bili stari? Res je. Ste bolj samouk, ste hodili v glasbeno šolo? Samouk, bolj samouk. Sama? Ja, res. Kaj pa harmonika? Pa veste, da ne, malo krvatura, tako sem pa tja za dušico, včasih sem pa probala, ampak zdaj pa ne, zdaj pa sem kitara. Tako da kitara je tista, ne? Ja, res. Zdaj le boste odšli po kitaro, če se ne motim ali še ne? Zdaj še ne, zadnje 2 bomo imeli kitaro. Mama, evo, danes govorimo pa veliko o mamicah. Res je. Zdaj pa še da vas vprašam, ne vem, beseda 2 o vaši mami. Mama. Mama je tako lepa beseda, en tak poklic, ki se ne da nikjer naučiti, ki ga samo človek lahko na svet prinese. Ja. In za vsako, za vsako mamo, je beseda mama drugačna, ne? Res je. Jaz sem si vedno mislila, ko rodiš, pa imaš otroka, sem smela, to je tako simpel kot ne vem, čisto, ampak biti mama je pa včasih tudi težko, ne? Res, zagotovo drži. Pa ne morem verjeti, da tudi moja mama, ko smo se tako pogovarjali, pa je rekla, pa dokler niste zvečer vsi na svojih mestih, mene skrbi. Res je, to pa zagotovo drži. Mama je vedno v skrbeh, ne se karkoli dogaja, ali lepo ali je manj lepo, mama je vedno v skrbeh. Mama je mama, ne? Tako da en lep pozdrav vsem mamicam danes iz našega studia, ne? Elizabeta, poglejte, predajam vam oder in torej popestrite tole našo nedeljsko jutro z naslednjo skladbico, torej Mama. Mama, bolj ko čas beži, večkrat se spomnim otroških dni, ko v soncu naš breg je zacvetel, nabrala sem zate šopek dehteč in bel. Od življenja vodila me je v svet, zdaj v mislih se vračam k tebi spet in spet. Veš, tu je cvetje, ne diši tako, kakor naše z brega nad vasjo. Meni gre dobro, kako je s teboj, vedi, da v srcu še nosim seboj tvoje besede, ko rekla si mi, naj angel te čuva, kjerkoli si. Par gubic na licu, srebro v lasih, vem, da še vedno si zame v skrbi. Tebi se vrnem, ko breg zacveti, z nasmehom boš brisala solzne oči. Mama, par gubic na licu, srebro v lasih, vem, da še vedno si zame v skrbeh. Mama, k tebi se vrnem,
ko breg zacveti, z nasmehom boš brisala solzne oči. Mama, bolj ko čas beži, večkrat v sanjah si ob meni ti. Veš, tu je sonce, topline ne pozna, kot jo človeku lahko le mati da. Meni gre dobro, kako je s teboj, vidi, da v srcu še nosim seboj tvoje besede, ko rekla si mi, naj angel te čuva, kjerkoli si, par gubic na licu, srebro v lasih. Vem, da še vedno si zame v skrbi, k tebi se vrnem, ko breg zacveti. Z nasmehom boš brisala solzne oči, z nasmehom boš brisala solzne oči. Bravo, bravo. Pridite, Elizabeta, ne morem vam zelo povedati, ne, ko ste začeli peti o mami, ne, so se nam kar orosile oči, a ne? Pa smo rekli, gospod Marjan je pohvalil besedilo. A si morate, vam dam Marjan mikrofon, povejte, da ste res to rekli, a ne? Res sem rekel, mi je všeč besedilo, Elizabeta, res. Ja, iz srca, tako praviš. Iz srca, ker smo ravno to rekli, ne, mama je tisto največje bogatstvo. Nič 90, 93, 61, 22, draga družba, ne zamudite torej lepe priložnosti za nagrado. Tukaj jo imamo, torej harmonika Alpen, ki bo romala v mesecu juniju, torej prihodnje leto, nekomu v naročje. Jaz upam, da tistemu pravemu pravi, ki morda ne zna še igrati, pa ima veliko željo, ne, se naučiti na harmoniko. Marjan, vi igrate na kakšen inštrument? Jaz sem mal igram na ustno harmoniko. A res? Zdaj si malo zaigram kako melodijo, ampak to je daleč od igranja. Kaj povete, niste nikoli ne želje po kakšnem instrumentu? Ja, včasih sem tudi malo kitaro igral, ampak sem opustil, ker sem se specializiral za petje. Torej petje in predvsem tisto nizko petje. Ja, vse na CD-ju Mami za Božič so tudi nekaj mojih solov. Ja? Na katere sem zadnje čase kar lepo ponosen. Bom rekla, da človek začuti tukaj le noter že nekje, že veste, tisto prepono že spali. Ja, pa še malo nižje. Pa še malo nižje, ko zaslišimo vaš glas, hvala lepa, Marjan, ja, me že kar trese. Takole. Majda, kaj pa vi pa inštrument? Igrate nekaj? Jaz sem pa začela s frajtonarcem, me je moj oče naučil pri 7-8 letih. Ja. Potem sem šla v šolo za klavirsko harmoniko, ampak zaigram kdaj takole malo doma, drugače pa nisem se specializirala za harmoniko. A res? Katera pesem je tista, rečemo, ki jo doma zaigrate na harmoniko, na frajtonarco? Prvo, ki sem jo zaigrala kot otrok, je bila Na planincah. A res? Drugače pa... Sej zdaj se že niti ne spomnim. No pa imate doma za harmoniko, pa za dušo, ker harmonika... Bolj redko kdaj, zdaj nekako ni čas. Na vikendu jo imamo. Na vikendu jo imamo. Jo imamo pa tudi mi tlele, ne? Ja, pa ne bi. Šlo? Ne. Ne, jaz sploh ne znam na harmoniko zaigrati, ampak ima v redu zvoke. Zelo lepo, zelo, ja, super. Jaz nikoli nisem... Vedno petje, nikoli pa nekako za inštrumente, ne? Ker se mi zdi, da to moraš študirati zraven, pa da bi še zraven pel. Res je, ja. Jaz sem tako delala, da sem se z basi spremljala pa pela, doma, ko sem vadila, ne, drugače nisem okrog. Nisem toliko dolgo vadila harmonike, toliko let, da bi hodila v šolo za harmoniko, da bi znala ne vem koliko, ne, ampak
Ker je potrebno, bom rekla, tukaj noč si malo popredalčkati v velikih pa malih možganih, tule igrati, pa še zraven pet. A ne, Marjan? Ja. Muzikanti to res kapa dol, tako da bom rekla pohvalno za vse tiste, ki igrajo inštrumente, pa zraven seveda še tudi pojejo. Marjan in Majda, zdaj pa naslednja pesem. Katera bo tista? Srebrni zvončki, če se ne motim? Ja, srebrni zvončki so tisti, ki nam odzvanjajo že kar nekaj let na najnih božičnih koncertih. In odzvanjali bojo tudi 29. decembra še enkrat povemo v cerkvi svetega Danijela v Celju ob 7. zvečer. Ob 7. zvečer. Gre pa za predstavitev CD-ja? Ja. Mami za Božič. Najin CD je poln takih uspešnic božičnih iz vsega sveta. Povejte, kje se dobijo vstopnice? Bomo pogledali? Vstopnice se dobijo v trgovini od A do Ž v Planetu Tuš, pa tudi v enem frizerstvu blizu cerkve je to, frizerstvo Karli. In seveda tudi pred samim koncertom. Takole, srebrni zvončki bodo zdajle, draga moja, kar pojdite tukaj, razveselite seveda vse nas in pa vse, ki so pred televizijskimi zasloni, torej z eno tako lepo skladbico, božična, kot se za tale čas spodobi, srebrni zvončki. Zvezde se po mestu svetle lučke prižgo, ceste praznično so okrašene in izložbe spet prepolne so prelepih darov, polne sam za otroško oko. Naj zvoni, naj zvoni, naj doni, naj doni, zvončki srebrni nad mestom. Naj zvoni, naj zvoni, naj doni, ki delijo vsi nasmeh za nasmeh, so ljudje, ki po cestah hitijo. Neugnano se snežinke v svetli noči vrti, da nosijo nam ljubezen in mir. Naj zvoni, naj zvoni, naj doni, naj doni, zvončki srebrni nad mestom. Naj zvoni, naj zvoni, naj doni, naj doni, spet je božični večer. Naj zvoni, naj zvoni, naj doni, naj doni, zvončki srebrni nad mestom. Naj zvoni, naj zvoni, naj doni, naj doni, spet je božični večer. Naj zvoni, naj zvoni. Odlično, hvala
Hvala lepa za srebrne zvončke. Hvala lepa, Marjan. In pa seveda Majda, 090 93 61 22, kličite za harmoniko Alpen. No, moramo pa povedati tudi to, da je zdaj res pravi čas, da si pa priskrbite jelko. Zdaj bomo vkorakali v Dršinjo vas pri Petrovčah in sicer v vrtnarijo Botaniko smo odšli, kajti pogledali smo, kakšne jelke, kakšne novosti za vas pripravljajo v mesecu decembru. Mislim, da imamo posnetek torej pripravljen. Vrtnarstvo Botanika, ki nam je tudi za danes seveda dala eno tako svežo rezano torej jelko, ampak naj povem tudi to, da imajo pri njih letos novo in ugodno, predvsem pa prijazno do narave izposoja sajenih jelk. Jelke različne velikosti, v različnih loncih, torej kakršno ste si zamislili za božični večer oziroma za predbožič, ko boste okrasili svojo jelko. Tukaj jih lahko vidite, torej izposojane. To pomeni, da pridete tja v koritu, vzamete, izberete eno od teh, lahko pa vam jo pripeljejo tudi na dom in sicer 15 km brezplačno po zelo ugodni ceni. In kaj je poanta tega, da smo prijazni do narave, do okolja, do sečnje, torej da se ne seka kar vse poprek tele naše jelkice. Sicer pa naj povem, da pri njih ponujajo božične jelke, gre za veliko izbiro božičnih dreves, tako sajene kot seveda rezane. Gre za nordijske jelke, ki ste ljubitelji nordijskih jelk, pa srebrne smreke, navadne smreke, vse torej to lahko dobite v vrtnarstvu Botanika. Kakšno okrasitev bo letos doživela vaša jelka? Se boste prav gotovo prepustili vaši domislici tudi letos, no nekateri z velikim veseljem in za pravo vnemo spreminjajo razne okraske iz ene barve v drugo barvo. Kakšna barva bo letos krasila vašo jelko, ne vem, naj pa povem, da je še vedno, sem brskala takole po internetu, rdeča, tista ta prava barva za božič in se še vedno veliko ljudi ukvarja oziroma odloči za rdečo barvo okraskov na božičnem drevesu. Majda, božično drevo, kakšno bo vaše letos? Zeleno, pa ne preveliko. Ne, torej ste bolj minimalist. Ja, včasih doma imamo tudi tisto smreko, ko ostane, ki ni sveža, imamo veliko in manjšo, ampak ker dobimo veliko družino, še od hčera pride domov z otročki, 3 malimi. 3 vnuki so? Ja. Lepo. In potem moramo malo zmanjšati, pa povečati prostor, dati prostor. Tako. Kaj pa darila? Se obdarujete? Ja, seveda, se. Ne boste izdala? Ne bomo, ne še. Ostane skrivnost, Gospa Elizabeta, vi pa božič oziroma božična jelka, kakšna bo letos? Že stoji slučajno? Ne, nocoj bo, ampak imam 1,5 metra visoko. Kaj? Pa moram povedati čisto samo modre bučke. Torej modra. Tako. Ja, ljudje imam modre. Ja, eni spreminjajo barve, tudi jaz imam modro. Malo metnega snega se pa tako. Pa je to, Kakšne so vaše želje za leto 2015? Moje želje so takšne, prva med njimi, ko je zdravje. Zdravje? To, če je zdravje, pol zagotovo lahko vse delamo tisto, kar si najprej želimo. Drugo pa, da bi bila srečna, kamorkoli bi stopila z družino in vsemi ljudmi, ki so v stiku. Lepa popotnica za leto 2015. Elizabeta, ne vem, če so že omenili, vi sami pišete tekste. Res, jaz se sama pišem. Pa glasbo tudi? Tudi, ja. Črpate iz življenja? Življenja. Imate kakšno pesem o možu? Tale naslednja zdaj lahko bo. Kaj? Je prav za, to je nova moja pesem, ta zadnja, bo prav za tak, recimo za življenje v dvoje. Starejše dni. No, takole jih bomo prisluhnili. Kitara je tista, ki vas spremlja, pesem, ki vas spremlja. Je še kaj takega neizpetega, kar je ostalo pa notri, pa morda želja v letu 2015?
da bi se vam izpolnile? Ne vem, imate kakšno željo še? Ali so se vse želje že uresničile? Pa veste, ljudje smo takšni, da imamo še vedno Še kakšno vedno? željo. Vedno kakšna želja se kje Kakšne pokaže, skrite, ne? porodi. No. Ja. Poglejte, ampak se rečem, prvo kot prvo mi je želja to, da sem zdrava, pa da lahko to delam, kar si v srcu najbolj želim. Tako, Marjan, z vaše strani so kakšne želje za leta 2015? Moje želje so, smo samo eno željo, pa tisto veliko. Pa to je taka, da se In to je realna. da bi v letu 2015 še več prepeval z Majdo, da bi prepeval z ansamblom 5+ band, Ja, tam da ste tudi bi zdaj res prepeval tudi zablesteli. z zborom Orfej, skratka, da bi bilo moje leto 2015 ena sama pesem. Tako, gospa Majda, se strinjate, da naj bo pesem večna in se naj nikoli ne konča? Normalno, to je pa prava resnica. Seveda jaz ob tem želim, če bo zdravje, bo Ja. vse to možno. Bo vse to možno, ne? Ko zdravja ni, potem imamo samo še eno željo, ne? Da bi bili zdravi. Da bi bili zdravi. Tako. Tako da želim zdravja in zadovoljstva, miru, duši in srečo vsem nam, v družini, pa vsem vam in Hvala. vsem gledalcem. Takole, naslednja pesem, ki jo boste zapela, je ta zadnja za danes in sicer Božič. Ja, kot Božič nekoč. kot nekoč. Kakšna je razlika nekoč pa danes? Jaz Božič? mislim, da Božič je bil nekoč malo bolj skromen, pa mogoče je bilo tega... Več topline? Ne vem, mogoče tudi. Je drugačen Družina čas, se je ja, pogosteje povezana, dobila, se mi zdi, zdaj smo zelo narazen, razseljeni, in tako, da je težje to uresničiti. Ne? Čas, To ne? domače ognišče se mi zdi, da je bilo včasih Pogrešamo, bolj, ne? ja. Tako, Marjan, kaj V tej pravite? skladbi bi jaz še dodal, da bi se rad ob tej priložnosti zahvalil Igorju Korošcu, ki je hkrati tudi avtor in glasbe in besedila za to skladbo, Božič kot nekoč, in tudi glavni, ki je pomagal in bil glavni producent, snemalec in skratka vse naredil, tudi njegova založba Koda je izdala ta CD Mami za Božič. Torej, Igor, najlepša hvala. Igor, hvala. Takole, predajam vama besedo in pa seveda tale prostor Božič kot nekoč. Pa vendarle upam, da bo tudi letos tisti te pravi, ne? Če si ga sami ne bomo naredili, bo pač takšen, kakršen bo. Božič naj bo seveda tak, da seveda združuje ljudi, predvsem pa pomembna je tukaj le družina. V naslednji skladbi pa bosta seveda to zgodbo o Božiču prepevala Majda in pa Marjan. Na glavnem trgu sredi mesta raslo je drevo, za praznik smo ga okrasili z barvasto lučjo. Čez noč snežinke v belo platno so ovile ga, samotna zvezda je dodala žarke iz srebra. Vse izložbe razsvetljene so vabile nas, za darila svojim dragim zdaj je pravi čas. In ljudje drug drugemu so stiskali roke, da bi se izpolnile skrite jim želje. Praznujmo Božič kakor nekoč, bodimo skupaj na božično noč. Odrasli smo in šli v svet, a v srcih je ostal zavedno Božič kot nekoč. Odprtih ust smo poslušali našo babico, zgodbe o trpljenju njega, ki je šel v nebo. Z bližnjega zvonika je odmeval plat zvona, v sladke
Take sanje pesem me je zazibala, zjutraj so me prebudili zvončki na saneh. Klici, srečen Božič in otroški smeh. Samotna zvezda čez nebo potuje vsako noč. Čaka, kdaj bo spet pri nas Božič kot nekoč. Praznujmo Božič kakor nekoč. Bodimo skupaj na božično noč. Odrasli smo in šli v svet, a v srcih je ostal zavedno Božič kot nekoč. Praznujmo Božič kakor nekoč. Bodimo skupaj na božično noč. Odrasli smo in šli v svet, a v srcih je ostal zavedno Božič kot nekoč. Odrasli smo in šli v svet, a v srcih je ostal zavedno Božič kot nekoč. Božič kot nekoč. Zdaj smo vam mitve kamo tukaj Brglezove, ne? Ja, kaj ne rečem, nima kaj veliko dodati. Povedali smo že veliko, pozdravili gospoda Romana Brgleza, ki seveda ponuja odlične dobrote, sladoled za poletne dni, zdaj pa kakšen dober čajček, pecivo in pa seveda pekovsko pecivo, kruh, naročite lahko različne torte, zbrskate po internetu za vse priložnosti. Torte velike, majhne, srednje, kakorkoli že. Brglezovi so vedno zakon in pridite, posladkajte se in si polepšajte praznične dni. Avtocenter Mulej Šentjur, montaža pnevmatik, vulkanizerske storitve za traktorje, motorje, osebna in tovorna vozila, hitri servis vozil, 3D optika, ravnanje aluplatiš, globinsko čiščenje vozil, avtopralnica in hramba pnevmatik. Avtocenter Mulej Šentjur. Podjetje Birobit je ob 25. obletnici poslovanja pripravilo zanimivo ponudbo iz njihovega programa biro in računalniške opreme proizvajalcev Canon, HP, Kyocera in drugih. Pod zelo ugodnimi pogoji vam ponujajo opremo v najem ali za nakup, v razstavnem prostoru pa vam lahko pripravijo predstavitve, v servisno-tehničnih prostorih pa ponujajo tehnično podporo. V njihovi trgovini lahko izbirate med pestro ponudbo potrošnih materialov vseh blagovnih znamk, kot tudi pisarniškega materiala. Pred prihajajočimi prazniki so vam pripravili tudi ponudbo darilnega programa, da z majhno pozornostjo razveselite poslovnega partnerja ali svoje najbližje. Prihranite čas in denar. Prepričajte se o ponudbi podjetja Birobit na Teharski cesti 24 v Celju, ki je 25 let z vami in z veseljem vam bodo svetovali. Tripex, tehnične prodajalne Drolc. Bela tehnika, akustika, pohištvo. Na vse 15% na izbrane izdelke do 40% popusta. Jasno, Tripex, tehnične prodajalne Drolc.
Neomejeno uresničenih želja s paketom 2015. V Sloveniji vam prinaša neomejene klice in sporočila ter 2015 megabajtov prenosa podatkov po izjemni ceni za vse uporabnike. Za uporabo storitev Mobitel preverite tudi izjemno ponudbo naprednih mobitelov. S paketom pa lahko brezskrbno komunicirate tudi v tujini in plačate po porabi oziroma največ 2,90 evra na dan. Želje, ki jih je vredno uresničiti. Telekom Slovenije. Dragih daj, pomisliš ti, kako življenje mimo naju beži. Rada bi čas ustavila in s teboj vse dni uživala. Vso ljubezen daješ mi, srečni so dnevi najini. Še objem, poljub nasmeh in že greva vsak po svojih poteh. A večkrat prikrade se dvom in nemir, ko v ogledalo zazrem se zvečer. Dlejno pramen sivih las, spet nekaj gubic narisal je čas. A večkrat prikrade se dvom in nemir, ko v ogledalo zazrem se zvečer. Če korak upočasni, ali boš ob meni ti? Če korak upočasni, ali boš ob meni ti? Vso toplino daješ mi in tvoj glas me bodri. Daleč, daleč je najina pomlad, a jaz te ljubim, ljubim kot takrat. A večkrat prikrade se dvom in nemir, ko v ogledalo zazrem se zvečer. Dlejno pramen sivih las, spet nekaj gubic narisal je čas. A večkrat prikrade se dvom in nemir, ko v ogledalo zazrem se zvečer. Če korak upočasni, ali boš ob meni ti? A večkrat prikrade se dvom in nemir, ko v ogledalo zazrem se zvečer. Dlejno pramen sivih las, spet nekaj gubic narisal je čas. A večkrat prikrade se dvom in nemir, ko v ogledalo zazrem se zvečer. Če korak upočasni, ali boš ob meni ti? Če korak upočasni, ali me boš še ljubil ti? Še boš ljubil ti, odlično, prepevali smo, komentirali. Zdaj pa bom rekla takole, prišli smo do konca današnjega srečanja. Izžrebali bomo nekoga, bom kar jaz na hitro izžrebala tistega ali tisto, ki bo danes dobila torej lepo nagrado podjetja Plastika Skaza.
To je gospa Stanka. Stanka, gospa, ki je prva poklicala, ne? Jo bomo poklicali nazaj in lepa nagrada, torej Roma Stanka k vam domov. Evo, lepo božično darilo. Sicer pa naj povem, da ste vsi pravilno danes odgovorili na nagradno vprašanje in boste odšli tole našo škatlico. Izbor se seveda veča, veliko oziroma manjša bom temu rekla, kajti veliko odgovorov je tukajle v naši škatlici, tako da pridni ste, kaj ne rečem, vse tja do meseca junija upam, da bomo zbrali čim več pravilnih odgovorov in da bo harmonika romala v prave roke. Draga družba, do konca smo prišli, a veste, kaj je to do konca in še naprej? Ja, glasba še bo nekaj, ne? Še bo, še ena zadnja. Predtem pa malo EPP-ja. Ja, takole lahko kar poveste, da povabimo vse, ne? Še enkrat bi vse poslušalce, gledalce in televizije Celje povabila midva na božično-novoletni koncert, kjer bova tudi predstavljala to božični CD Mami za Božič, in sicer v ponedeljek 29. decembra v cerkev svetega Danijela v Celju. Če pa kdo takrat 29. ne more, pa naj pride na Vransko, v cerkev na Vranskem 4. januarja v nedeljo. Vstopnice dobite pa v vseh poslovalnicah Roman Brglez. Tako, odlično. Hvala lepa Majda in pa Marjan za prijeten klepet in pa za družbo. Hvala tebi za vabilo. V 2015 vama želim res neizpeto, nedokončano in še veliko, bom rekla, glasbenega ustvarjanja. Tudi tebi še veliko oddaj in veliko nasmeha in dobre volje, tako kot do sedaj. Do sedaj, odlično, Marjan, hvala lepa. Gremo pa seveda bomo šli k gospe, zdaj še zadnja pesmica. Draga družba, pridružimo se Elizabeti. Takole, čisto za konec. Elizabeta, glasbeni spot? Ne? Bomo dali tukaj mikrofonček. Ja, res je. Pesem je pa zelo enostavna spot. Tak lušken spot, ker komaj čakam, vtorek bo išel tako. Danes bi bil tukaj. Ja, zaželela sem se, pa ni šlo skozi. Bi ga zavrteli. Žal, škoda. Kje ste ga snimali? V Rogaškem na Troliškem parku, pol pa po sneg smo šli iskat na Roglo. Tako, odlično, bom vesela, če mi ga boste prinesli, poslali in ga bomo zavrteli. Elizabeta, zadnja pesem. Podarimo Iskrico, to je božična pesem. Jaz jo podarjam vsem ljudem vsega sveta. Tako, vsem ljudem pošiljamo seveda koš poljubčkov za leto 2015 in pa seveda miren in lep božič, srečno, nasvidenje do prihodne nedelje. Božični je čas in vračam se k tebi, moj rodni dom. Vem, da si sama, a v mislih z menoj, ljubljena mama. Pogrešaš močno, mi pišeš zato, da bi spet skupaj zapeli sveto noč. Čas pa beži, pusti nam spomine, iz kmečke peči še vedno diši. In zopet otroci smo se zbrali, da kakor nekoč bi k polnočnici šli. Podarimo iskrico, naj lučke gore, in božič bo srečen prav za vse. Podarimo upanje, da vsem bo toplo, v objemu družine božič srečen bo. Belil je sneg, hribe, doline, snežinke prekrile so naše poti, a v srcih ohranimo lepe spomine. Ko gremo po svetu in sneg
skopni. Podarimo iskrico, naj lučke gori in Božič bo srečen prav za vse. Podarimo upanje, da vsem bo toplo, v objemu družine Božič srečen bo. Podarimo iskrico, naj lučke gori in Božič bo srečen prav za vse. Podarimo upanje, da vsem bo toplo, v objemu družine Božič srečen bo. V objemu družine Božič srečen bo. V objemu družine Božič srečen bo.